Spoštovani gostje, dragi prijatelji in obiskovalci, dober večer. Pred natanko 25 leti se je slovenskemu človeku uresničila želja po svobodi. Potem, ko je v 8. stoletju propadla samostojna dvora slovenskih prednikov, smo si leta 1991 izborili svojo državo. Gre za izredno blagoslovljene dogodke v razponu zgodovine, saj je bilo z vojno, ki se je končala 25. oktobra 1991, ko odide zadnji okupatorski vojak, takrat je bila Slovenija zares svobodna. Prvič po več kot 1200 letih brez prisotnosti tujih vojska na naših tleh. Vrednota, ki jo premalo cenimo in nocoj smo tukaj ravno zaradi tega, da jo ovrednotimo. Naši gostje so takratni obrambni minister Janez Janša, notranji minister Igor Bavčar, načelnik manevrske strukture Tone Krkovič in polkovnik Slovenske vojske, takrat eden od poveljnikov teritorialne obrambe, ki je krila umik, gospod Vojko Ogrul, okroglo mizo vodi Jože Možina. Za spremembo na začetku dam besedo, da smo najbolj aktualni, brigadirju Tonetu Krkoviču. Ravno včeraj je slovensko sodišče vendarle odločilo in oprostilo dokončno obtožb o sestrelitvi, o krivdni sestrelitvi helikopterja v Rožni dolini. Gospod Krkovič, kako ste se kot akter vojne za Slovenijo počutili ob začetku te gonje in kako se sedaj? Seveda sem se počutil prizadet, tudi Krkovič. Ja, malo bliže mikrofonu. Najbrž ne tako blizu. Bo treba. Dobro, da sem navajen. Seveda sem se počutil prizadet od te norosti, ki se dogaja, ampak ne prvič, tega sem se zadnje leta tako rekoč navadil. No in seveda, še zlasti pa ne ravnodušen, kajti spraševali so, ljudje so mi komentirali na cesti, tudi domači, sorodni, se z tega nič ne naredim. Moj odgovor je bil, nisem več tako siguren po Patriji, da se ne more zgoditi in postregel rad z znanim ljudskim rekom, tisti, ki ga piči kača, se boji štrika na cesti. Tako da nekako te občutke sem imel pri sebi. Zdaj, ko je ta odločitev sodišča pravnomočna, torej da se zavrže zahteva po preiskavi, seveda so moji občutki lažji, kajti s čimer so mi požugali, požugali pa so mi z jugoslovanskim kazenskim zakonikom in napovedali možnost do 15 let zapora. Po 300 dneh ne vem, kako bi se izgledalo, če bi res to dobil. Torej, od tu naprej se lažje živi, zgodba pa ni konec. Ravno na pretekli seji našega predsedstva VSO smo se odločili za sklic tiskovne konference, ki bo pomembno posvečena tudi temu zaključku in bomo na tej konferenci tudi napovedali korake, ki bodo temu sledili. Zaključil bom pa odgovor s tem, jaz sem že na prvi tiskovni konferenci, ki sem jo sklical takrat, ko so vložili tako rekoč obtožnico proti meni, in seveda so jo obrazložili, češ da gre samo zgolj za to, da bi se dokopali do zadnje resnice. Napovedal sem, da bo tem, ki so se tega dela lotili, ko bo vsega konec, in zdaj je konec, veliko bolj všeč pred zadnja resnica kot zadnja resnica. No in boste videli, da bo temu tako. Začeli bomo vendar nekoliko bolj na začetku, ta naš oris tega dogodka.
In sicer z samim začetkom vojne, vsaj tako kot jo razumemo, vojna se ni dogajala 10 dni, začela se je veliko prej za takratno slovensko vodstvo, zato sprašujem takratnega obrambnega ministra, kdaj ste vi začutili, da ste v vojni? Ja, najprej lep dober večer vsem skupaj. Pravzaprav še prej sem postal minister, kajti ko smo čakali v prvotni skupščini na glasovanje o prvi vladi, o Demosovi vladi in na prisego, ko smo bili torej samo še kandidati za ministre, mislim, smo 3 tukaj prisotni, ko smo delili ta čas, so naši kolegi, predvsem iz zbora občin, kjer so bili tudi ali pa predvsem takratni župani oziroma predsedniki skupščin občin, hodili do nas in sprašvali, če vemo, kaj se dogaja, kaj ti njim, lokalni poveljniki teritorialne obrambe, jih kličajo in jim razlagajo, da so dobili ukaz za predajo orožja teritorialne obrambe. Torej, še prej smo prisegli, smo vedeli, da smo pravzaprav napadeni, ogroženi, saj razoroževanje je pravzaprav več kot vojna napoved, je že konkretno dejanje agresije. Torej, Demosova vlada je prisegla pravzaprav v vojnih razmerah, če bi upoštevali recimo 5 klasičnih determinatorjev vojnega stanja. Gospod Bavčar, kdaj pa se je slovensko vodstvo, seveda v sestavi Demosove vlade, organiziralo za vojaško obrambo? Kdaj se začne koordinacija? No, dobro večer vsem skupaj. Neposredna organizacija, se pravi, takoj potem, ko je bilo evidentno, da nam jemljajo orožje, smo vsi vsak svojih pristojnosti, ki smo jih imeli tako na obrambnem področju kot na področju notranjih zadev, začeli že z neko organizacijo, predvsem ustavljanja oddaje tega orožja, koliko je bilo to mogoče. Zelo kmalu zatem je pa prišlo do operativnih sestankov med ljudmi, 3 od teh smo tukaj prisotni, med Janezom Janšo, Krkovičem, Beznikom, na katerih smo se začeli pogovarjati o tem, kako se pravzaprav temu zoperstaviti in vzpostaviti neke razmere, v katerih bo mogoče se soočiti tudi z, bom rekel, to grožnjo oboroženega spopada. Ta celoten postopek oziroma celoten razvoj teh dogodkov je trajal kar nekaj mesecev s formalnimi postopki, od katerih me sprašujete, smo začeli tam nekje okoli meseca avgusta, predtem smo pa že, tako rekoč v ilegali, vzpostavili kar močno organizacijo, ki jo je pozneje z imenovanjem za načelnika manevrske strukture Tone Krkovič postavil do konca, do predaje te strukture ali pa do vstopa te strukture v strukturo po sprejemu ustavnih amandmajev teritorialne obrambe. Odgovor na vaše vprašanje je takoj, nemudoma. Nemudoma so šle depeše na postaje milice, da naj orožja, ki ga je ohranila tam in ki so ga tam hranili tudi nekateri organi, upravni organi v občinah oziroma nekateri občinski organi ne oddajajo. Nemudoma smo začeli zbirati podatke o tem, kako, kje je lahko na te postopke ustavno. Žal, na samo neposredno oddajo orožja veliko nismo mogli vplivati, kajti zgodila se je mimo nas, celo brez naše vednosti, predstavniki poražene strani na volitvah in prejšnje oblasti nas seveda v teh stvarih niso obvestili. Takrat se je zgodila velika razlika med temi v republiških oziroma v občinskih štabih teritorialne obrambe, ki so predali orožje in tistimi, ki niso. Po kakšnem ključu se je to zgodilo? Po ključi patriotizma. Tisti, ki so Slovenijo dali pred Zvezo komunistov in jugoslovansko rekel nostalgijo še takrat, ampak pred Beogradom tisti orožje niso oddali.
Res pa je bilo teh malo, ne. 14 občin je dalo orožje. Takrat je bilo v Sloveniji 64 občin, nekaj občinskih štabov je dejansko imelo večino ali pa nekaj celo vse orožje v objektih, ki so bili objekti Jugoslovanske armade, se pravi v skladiščih JLA. Tistim orožje niso fizično pobrali, so jim samo prepovedali vstop v ta skladišča, ampak velika večina občinskih in pokrajinskih štabov je imela vse pehotno ali pa vsaj del orožja v lastnih skladiščih, ki so bila zgrajena z občinskim denarjem, z samoprispevki celo, z dodatnim obremenjevanjem ljudstva, ne, takrat. In tudi iz teh skladišč je večino orožja bilo pobrane. Tako da ponekod so to poveljniki teritorialne obrambe dejansko brez tega, da bi kogarkoli obvestili orožje predati. Ponekod so obvestili občinske svete, oziroma predsednike občin, predsednike izvršnih svetov. In tukaj je šlo potem bolj po tem ključu, ne, tam, kjer so bili to že novi organi, kjer so bile tudi lokalne volitve aprila, hkrati z državnimi. Tam so župani, Demosovi župani rekli, ne oddajte orožje. Večinoma se je tako tudi zgodilo. Takrat je bila pretežno stara oblast, pa so se skupaj odločili, da sledijo partijski liniji in so orožje oddali. Ne pa povsod, je bilo tudi nekaj občin, ker je bila še stara oblast, se pravi rdeča, in orožje tudi niso oddali. Kako je bilo na Južnem Primorskem, kjer smo sedaj? Zdaj, če smo slišali aktualnega predsednika vlade, ki ste rekel nekaj drugega, ampak tukaj je bilo orožje večinoma pobrano. Ne vem, če je bila kakva občina tukaj na Južnem Primorskem, ki orožje ni oddala. Res pa je, da je občina orožje že imelo v objektih Jugoslovanske armade, predstavljam njen seznama in ne bom naštel imen oziroma naziv občin, ker bi mogoče delal komu krivico. So pa ti seznami z natančnimi poročili objavljeni v beli knjigi slovenske osamosvojitve, ko si lahko to vsak pogleda. Ta bela knjiga slovenske osamosvojitve je tudi na spletni strani Demokracije. Lahko brezplačno vsak prebere in pogleda, sprinta celo, tako da kaj ni nobene skrivnosti več. Za vsako občino se natančno ve, kje je bilo orožje predano, kje ni bilo, kdo je imel inicijativo, kdo ni imel te inicijative, skratka. Ta struktura se je takrat stehtala in na tej stehtani strukturi je potem nastala manevrska struktura narodne zaščite. Morda še to ravno pobudnik manevrske strukture je Tone Krkovič. S kakšnimi argumenti je tistega 17. maja 1990 načelnik teritorialne obrambe v Kočevju predal orožje Jugoslovanske armadi, čemu ste bili pričani, kar je že zgodovina? Kočevski primer je resnično indikativen primer, ki je sam po sebi jasno ponazoril strateški imperativ. Najkrajšega lahko opišem, to je primer, na katerega sem naletel po nekem naključju. Takrat nisem vedel, da se dogaja v Sloveniji to, kar danes vemo, da je bila razorožitev. No in naletel sem na stežaj odprta skladišča, ki so mi takrat uradno v svojstvu načelnika oddelka za ljudsko obrambo, torej upravnega organa, kjer sem tudi doživel za potrebe nekaterih enot, ki so mojim vodenjem delovale morda tam 100 do 200 kosov lahkega pehotnega orožja. In skratka, tam na stežaj odprta vrata so pomenile totalno razorožitev. Torej, dovolili so si oddati lastno orožje, zato jaz od takrat naprej ne imenujem razorožitev v Sloveniji, ampak samo razorožitev in jo tudi znam argumentirati, da je šlo v bistvu za to. In celo več od tega, šlo je direktno za krajo v tem primeru, za rob, če hočete, kajti seveda smo hranili orožje v istih skladiščih skupaj z teritorialno obrambo, tudi upravni organ za ljudsko obrambo, in oddali so tudi orožje, ki sem jo združil. In tudi zanimivost pozneje, nikoli to ni bilo pojasneno, upravičeno, ne vem, kje so se kdaj te evidence publikale, nihče ni bil sankcioniran za te reči, ampak to je že drugo vprašanje. No in seveda, glede na to, jaz sem bil 10 let pred
to funkcijo operativni častnik v takratni režimski brigadi v Kočevski Reki. Poznal sem tako rekoč vse JNA-jevske strukture, seveda tudi lastne, teritorijalne in ostale varnostne strukture v državi in ni bilo mi težko sešteti 1 + 1 = 2. Na tej točki sem seveda zaključil, ugotovil, da je to prvi korak agresije praktično na nastajajočo samostojno državo, ko je Demos vzpostavljal, torej izvolil svojo vlado in zbral sem seveda tudi toliko korajže, da sem vzpostavil kontakt za, to je bilo sebe 1 ali 2 dneh formalnega nastopa funkcije, morda je to 2. ali 3. dan, jaz nisem več čisto siguren, 18. ali 19. Vzpostavil stik z gospodom Janšo, ki je bil takrat sekretar za obrambo, mu predlagal srečanje, prišlo je do tega srečanja, sprejel me je, v 15 minutah sva tako rekoč opravila vso analizo in se poenotila v tem, da v bistvu gre za razorožitev in da gre v bistvu že za agresijo, kar je gospod Janša že prej pojasnil. Tako je zadeva izgledala. Ja, mogoče samo pojasnitev predvsem mlajšim, ker nazivi lahko zmedejo. Jaz takrat nisem postal minister za obrambo, ampak sekretar za obrambo, kar je pomenilo to, da seveda nad teritorijalno obrambo nekih neposrednih ingerenc organ, ki sem bil vodil, po katerega se bi imenoval na čelo, ni imel. Kar se tiče orožja, je bila moja ingerenca samo orožje upravnih organov za obrambo, to je bilo kakšnih 100 pušk v vsaki občini, čez oko. Za celotno orožje teritorijalne obrambe, ker je šlo pa za 100.000 kosov tega orožja, lahkega in težkega, pa je imelo ingerenco predsedstvo republike. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker to ne prej omenil, da so Kočevju pobrali tudi orožje upravnega organa za ljudsko obrambo. To so poskušali povsod, ampak prvi dan, ko sem jaz prevzel potem od predhodnika, ki mi je lagal, da nič ne vejo razložiti, prav vse vedel, da je bil kasnejši predsednik Demosa, Desusa, Janko Kušar. Jaz sem takrat takoj napisal prepoved, oddajo orožja občinskim organom za obrambo in od orožja upravnih organov to orožje dalo samo 5 občin. Zdaj, če bi tudi Milan Kučan takrat napisal prepoved oddaje orožja občinskim štabom za teritorijalno obrambo, bi Slovenija obdržala praktično vse orožje, ker se je šele začelo pobirati. Vendar seveda tega ni naredil, ker je bila ta akcija usklajena med staro partijsko oblastjo in njim, seveda, in jugoslavijsko armado, in je trajalo 2 dni. 2 dni prošenj, sestankov, urgenc, protestov, ki so prihajali z občin, iz štabov, na takratno predsedstvo republike, da so šele 2 dni kasneje, ko je bilo večina tovornjakov že odpeljanih, vendarle poslali v občine ukaz o prepovedi oddaje orožja, s tem, da je Kučan še naročil, da se ta ukaz pošlje v občine šifrirano, z šiframi jugoslavijske armade, seveda, ker drugih ni bilo, se pravi, se je to skrivalo pred nikomor, je bilo to zaradi zavlačevanja. Občine niso imele profesionalnih šifrantov, ampak so bili to vojaški obvezniki, kar je seveda pomenilo, če je na občino prišla šifrirana depeša, so morali najprej poslati enega kurirja, ki je šel do šifranta, ga pripeljal na občino in potem je on to dešifriral. V nekaterih občinah so to naredili v 1 uri, v nekaterih pa so rabili 6-7 ur, da so dešifrirali. In v tistem času, ko so iskali šifrante po občinah, je bilo odpeljanih še za okrog 10.000 kosov orožja. Seveda potem, ko je ta ukaz Milana Kučana začel veljati, to prepovedi orožje, pa Slovenija praktično razorožena. Samo tisti, ki so se uprli v razorožitvi, pač orožja enostavno niso dali. Zato smo omenjeno osebo tudi ovadili za veleizdajo.
Ta vadba je bila zavržena, skoraj istočasno, kot je bil ustavljen postopek proti gospodu Krkoviču. In to seveda kaže na to, da je bil ta postopek zaustavljen zaradi tega, ker smo vložili vadbo proti Milanu Kučanu. To ne je prej rekel, da je vesel, da je to končano. To ne je bilo končano, nikoli ne bi bil obsojen, ali pa takšna sodba ne bi obstala, ker je absurdna. Ta pregon je bil absurden. Na te isti podlagi lahko preganjali kogarkoli, od 45,000, ki so bili tako ali drugače vključen takrat v branjo Slovenije z orožjem. Še vse tiste, ki so sodelovali seveda v bojnih akcijah. Ampak lahko bi se pa to vleklo še naprej, še leta, kot se je recimo primer Patria. Ampak se to ni zgodilo zato, ker je bil tudi gospod Kučan navaden zaradi veleizdaje in ker so zavrgli tisto vadbo. Še zdaj ne vemo zakaj, ker sklepa nam še ni uspelo dobiti po 3 tednih. Dobili smo samo neko uradno obvestilo, da je vadba zavržena z sklepom, sklepa pa ni, se pravi, ni pravnega sredstva. Spet en tak višek strokovnosti slovenskega pravosodja, ki bo še zelo zanimiv razplet. Seveda niso mogli zavrti samo tistega, so morali tudi ustaviti to preiskavo, sicer bi bila stvar še bolj absurdna. Gospod Vojko Grulj je bil v tistih časih, ki jih sedaj omenjamo, mlad častnik Jugoslovanske armade v Varaždinu, vendar slovensko zaveden, se je šel med drugim tudi, mislim, da na Ptuj glasovati za slovenski plebiscit decembra 1990. Gospod Grulj, kako je pa izgledalo na tej drugi strani, na strani Jugoslovanske vojske? Kako se je armada pripravljala na vojno? Ja, dobro večer, še z moje strani, hvala, da ste prišli poslušati. Ja, jaz sem takrat bil star 21 let, mlad oficir vojaške policije, služboval v Varaždinskem korpusu. Na hrvaški strani v tistem obdobju, ko so se te demokratične spremembe odvijali v Sloveniji, so istočasno neki zametki se kazali tudi na hrvaški državi, vendar tam so eskalirali določeni dogodki, ki so vezani na Pakrac, na Plitvice in tako naprej, tako da so Jugoslovanska vojska oziroma 32. korpus, v katerem sem jaz služboval, imel veliko dela na tistem področju, tako da se niso dosti, saj v ta ciklus, v katerem sem jaz služboval v vojaški policiji na tej taktični ravni, ni prihajalo dosti informacij. Je pa res, da se je kasneje začelo zelo več informacij prelivati in tudi ukazov prihajati, ko so se začeli odvijati pekarski dogodki. Tukaj moram spomniti, da je recimo enota, ki je prišla iz Niša in je potem posredovala v Pekrah, pristala v Varaždinu dan prej. Tudi mi, ki smo bili tam v Varaždinu v vojaški policiji, nismo vedeli, da takšna enota iz Niša prihaja, tako da smo tudi v popoldanskem času morali poskrbeti za varnost in poskrbeti tudi za prevoz te kolone v Maribor. Nam je bilo to predstavljeno, da gre za neko vajo, ki jo bodo imele te enote iz Niša v Mariborskem korpusu in je to šlo čisto za eno takšno navadno praktično aktivnost, ki se je, bom rekel, v vojski takrat dnevno odvijalo, ko smo enote spremljali na različne poligone, ko so šli na vojno. Seveda, to smo hitro spoznali kasneje, da to ni bila to nobena vaja, ampak dejansko stanje, ki ga poznate vsi. In seveda, kot zavednimo Slovencev, takrat zadeve so dosti bolj jasne, oziroma tako bom rekel, tudi skozi šolanje, tudi skozi ves ta ciklus, ki se ga bil deležen, te dresure, te prevzgoje v jugovojski, začutiš tudi, kje je nekje tvoja pozicija kot Slovenca, zdaj bom imel uporabo Janeza, ker nas so vsi Janez zaklicali in tako naprej, tako da počasi začneš dojemati in če le imaš, bom rekel, to, kar si imel vzgojeno doma v družini, če imaš dobre podlage iz domačega okolja, te tudi takšne vojaške indoktrinirane zgodbe, ki smo jih poslušali,
težko predstavijo, težko prepričajo. Jaz moram reči, če danes po teh 25 let, človek dozvori, postane starejši, razmišlja neke stvari nazaj. Ne vem, kako smo lahko bili toliko enotni, pa ta jugovojska, pa te so skozi iskali notranjega sovražnika. Ta dva pojma ne gre sta skupaj, ne? Ampak to so že nove zgodbe za kakšen drugo list. Mogoče še ena podrobnost. Vi ste se takrat po pekrskih dogodkih v Varaždinu pripravljali nekako na zasedbo oziroma na upade v občinske stavbe v Sloveniji. Ja, prišle so tudi določene zahteve, da naj bi v korpusu varaždinskem pripravljali v enoti vojaške policije določene skupine, ki naj bi šle na območje Slovenije, mislim, da Ptuja, Murske Sobote, kjer naj bi na občinsko vlado šli prevzemati dokumentacijo za nabor. Ja. Vendar potem ni prišlo do teh zahtev, oziroma ni prišlo do teh dejanj, razlogi niso znani, ampak zdaj bom spet rekel, v varaždinskem korpusu, v četi vojaške policije, ko sem jaz začel službovati, smo bili Hrvati in Slovenci. Dva Srba sta bila v kriminalistični službi. Leta 90 se je prestrukturiral ta korpus oziroma ta četa vojaške policije v bataljon, v katero so prišli izključno za vodstvene in vodilne častnike po četah in v bataljonu 3/4 bosanskih Srbov ali pa Srbov, ki so prišli iz Srbije, iz enoti Jugoslavijske armade in niso takrat strokovno bili, bi rekel, po zahtevah postavljeni, da bi imeli vse te vojaško-policijske šole končane. To moram tudi malo za razlago povedati. Vojska je imela tu eno obveščevalni bezbednostni, tako se ga varnostni center v Pančevu, kjer so eksplicitno šolali posebej ljudi z varnostnega obveščevalnega področja. In spomnim se, da je prišel meni zapovednika čete, človek, poročnik iz Srbije, ki mi je prvi dan na uvodnem pogovoru povedal, je rekel, tako, jaz sem za Jugoslavijo, ampak v trenutku, ko se bo Slovenija odcepila, sem za veliko Srbijo. Ti, ko si Slovenc, boš hodil pred mano in če se boš obrnil, te ustrelil. Jaz sem mu samo roko dal, sem rekel, Radko, čestitam, saj vem, pri čem sem. Seveda, to je bil en tak fantovski pogovor, fantov 22-23 let star, ki sta imela možnost, da sta lahko pokazala na drugoče in tako naprej in svojo moč. In dejansko se je to potem tudi, bom rekel, zgodilo. Anomalije so se dogajali, pritiski so se dogajali, spremljali so me. Jaz moram povedati, to je en tak dogodek, sam za trenutek. Meni je 90. leta umrl oče. Lovrencu na Pohorju ob 6. zvečer v soboto. Seveda sem kot dolžan bil, da sporočim tam v dežurno službo v Varaždin, da me oče umrl, da pač v ponedeljek ne bom prišel v službo, če kak dan malo več, da bom očeta pokopal. In ko sem jaz pokličil v dežurno službo, tam se ponavadi nek vojak javi, je bil dežurni, in pravi, ja, ni problem, vse en podpolkovnik iz bezbednosti je vam že odobril, ste lahko cel teden fraj. In to seveda ti da misli, čakaj, oče mi je mrl ob 6, ob 9 sem prišel do telefona in nekdo v dežurni službi v Varaždinu žive in so že odobrili, da sem do naslednjega petka lahko doma. Tako da tu nisi bil osamljen primer in to, kar danes govorijo, da niso spremljali, da niso vedeli, gotovo so vedeli in gotovo so tudi pustili določene stvari, da vidijo, kako se razvijajo. In to je meni pač bil signal, da sem bil zelo, bom rekel, zadržan in da se mi je potem ta zgodba tudi odvila, kot bomo še verjetno kasneje. Povedali, gospod Davčar, na dan vojne, ki se začnejo z izhodom iz vojašnic z oklepnimi vozili 26. junija 1991 in potem 27. junija, je bilo razmerje sil nekako 22.000 pripadnikov jugoslovanske vojske z oklepnimi sredstvi, z letalstvom, proti nekako 16.000 oboroženih teritorialcev in pa policistov, nekako tako. Kako je prišlo do uporabe oborožene sile? Verjetno je bilo to tisto najtežje. Ukaz o uporabi oborožene sile je bil praktično izdan
kar nekaj ur po agresiji. Vi veste, da je prav to področje, kjer smo danes doživelo prve upade, Južno-Primorska oziroma ta Čadov korpus je ofenzivo in zavzetje mejnih prehodov začel pravzaprav dan prej. Prej, preden je prišlo do razglasitve, ni bilo še razglasitve samostojnosti. Žal je bil ta datum, ki smo ga skrbno čuvali izdan v pogovorih s tujimi diplomati. Očitno so za to vedeli tudi drugi. In Čad je, to pozneje opisuje tudi Kadijevič v svojih, oziroma imamo v svojih spominih v pogovoru s Kadijevičem, ko je Kadijevič se ozrl po porazu na svoje poveljnike, je v bistvu v Sloveniji pohvalil samo Slovenca Čada, ki je dobro izvršil povelje, medtem ko je bil zelo kritičen do Deličev, Mariboru, Poljška in ostalih, ki so vodili operacije na drugih sektorjih v Sloveniji. Do ukaza o uporabi orožja je prišlo šele na seji predsedstva v zgodnjih jutranjih urah. Vsekakor pa prej, preden je potem prišlo do uporabe streljnega orožja in tudi do uporabe protiavionskih sredstev zoper helikopterje Jugoslovanske armade, ki je bil sestreljena v Ljubljano. Moram reči, da to so bili najtežjih trenutkov, ki so seveda zaznamovali vse ljudi, ki smo takrat v koordinaciji, ki je odigrala zapravo vlogo glavnega štaba slovenskega odpora, pričakovali tudi na podlagi obveščevalnih informacij, ki smo jih imeli, da bo do te agresije, do te zasedbe mejnih prehodov prišlo. Potem je bila seveda posebna težava, ne samo to, da smo dobili ukaz o uporabi streljnega orožja, ampak tudi to, da je bilo potrebno seveda ta ukaz spoštovati. Uporaba streljnega orožja v neki populaciji pripadnikov teritorialne obrambe in policije, večinoma mlajših ljudi, ki vojnih izkušenj niso imeli, praktično niti ne med poveljniškim kadrom, je bila velika težava. Zelo veliko napora smo morali vložiti v to, da je prišlo do te uporabe. Veste, da so v nekaterih okoljih tudi ljudje, ki so bili pri nas na odgovornih mestih, začeli, bom rekel, samo iniciativno sklepati nekakšne kompromise in pakte z jugoslovansko armado. Začeli so se neki pogovori, v katere se je vmešavala lokalna politika. Jak ste lahko konkretni, da tudi ni bilo, v Kopru smo se morali zamenjati takrat načelnika koordinacije, prav tako v Ljubljani. Mislim, da je to bil takrat Molk, v Ljubljani pa Gutara. V Ljubljani nam praktično ni uspelo ustaviti nekaterih ključnih prodorov, čeprav smo bili za to pripravljeni. In jugoslovanska armada je v tem prvem valu zasedla večino mejnih prehodov, ki smo jih potem seveda morali v poznejših akcijah izboriti nazaj. Cela vrsta teh akcij je potekala, seveda bomo rekel, ta ognjeni krst seveda ni bil enostaven. Res pa je, da je za pristojnost za ukaz imelo takratno predsedstvo Slovenije, ki je na tej nočni seji, na kateri smo bili tudi mi, ministri, sekretarji za obrambo, notranje zadeve, zunanje zadeve, člani predsedstva. Je bil ta ukaz sprejet, moram se reči, brez kakšnih velikih diskusij. In takrat je potem seveda tudi začela delovati ta koordinacija na podlagi tega ukaza in je seveda smo bili tudi pravilno sposobni, da tako rečem, da to obrambo začnemo. Res pa je, da je že po nekaj dnevih, ko je prišlo do prve iniciative za premirje, se je zgodil obratni proces. Potem ni bilo več mogoče ustavljati lastnih ljudi. In mi smo imeli v koordinaciji zelo veliko težav, da smo te vojne operacije ustavljali. Ljudi, s katerimi smo govorili, poveljniki, ki so bili nam neposredno podrejeni, so nas prepričevali, da delamo veliko neumnost, da smo tako rekoč prevzeli inicijativo na praktično vseh bojiščih, da smo tik pred porazom razpadajoče armade, ki je takrat že v nekaj dneh utrpela izjemno veliko število dezerterjev. Bilo je evidentno, da ta večnacionalna sestava ni sposobna,
dolgo zdržati. In jaz se spomnim takrat, kako sem najprej porabil, mislim, da sem enkrat celo seštel, mislim, da 8 ali 9 ur, da je prišlo do uporabe. Sem neposredno moral angažirati se za to, da je prišlo do uporabe orožja. Potem sem praktično toliko ur porabil za to, da sem te ljudi ustavil. Gospod Krkovič, kako se vi spomnite tega preboja, od začetnega verjetno nelagodja do tega, da se je vendarle uporabilo orožje? Kako se je počutje potem v teritorijalni obrambi spremenilo? V primeru brigade Moris, ki sem je takrat poveljeval, je bil ta psihološki moment, ta ovira, o kateri je Bavčar govoril, nekoliko manjša. To se je pozneje v praksi pokazalo tudi v primeru helikopterja in še kje druge, da se je odločenje delovalo. In to pa zato, jaz sem leta 90, po zaključku projekta manevrske strukture narodne zaščite, bil prerazporejen iz te funkcije, pač na funkcijo poveljnika enote, ki jo poznamo pod nazivom Brigada Moris. Pustimo različna imena, nastopajo, to je širša zgodba. No, videti je treba, da je ta enota, na katero sem prišel, bila že formirana iz rezervnega sestava, to je bila bivša režimska brigada, ki je bila delovala pod taktirko Ivana Matija Mačka in je bila njeno poslanstvo je bilo v bivšem režimu zavarovanje, primarno poslanstvo, zavarovanje, tako so imenovali, partijskega, vojaško-političnega vodstva takratne države. Izjemno, torej za tistem času, enota za najvišjo odgovornostjo, obrambno in tudi varnostno. No in v tej enoti sem se seveda je zavedal dobro, te enoti sem jaz 10 let službo dom, potem je nastopila prekinitev leta 1988 in kot sem rekel, leta 1990 sem bil na funkciji sekretarja za obrambo, ampak kljub temu sem poznal razmere, poznal sem veliko ljudi in zavedal sem se, da moram prvimi prioritetami pač izpeljati kadrovsko diferenciacijo. Ravno v tem pogledu zvestoba partiji, zvestoba domovini. To ni bilo lahko rečem, imeli smo srečo, narekovajih, da je do tistega odkritega posega armade toliko časa trajalo in jaz sem temeljito od jeseni 90 do poletja 91 čas izkoristil za to, da sem izvršil to kadrovsko diferenciacijo. Ni šlo, moj postopek je bil pa takšen, da za enimi hribi sem ad hoc na hitro ustanovil nek učni center, spostavil tisto bistveno, primarno infrastrukturo in sem ves kadrovski sestav takratne brigade, to je pa štelo približno 2700 ljudi, spustil čez ta učni filter, opredelil 3 kategorije in skozi to opredelil torej, ljudi, se veste, pogovor, usposabljanje, direktni kontakt in na hitro odslovil tiste, za katere smo mislili, da po naših kriterijih, da v ta sestav, glede na novo primarno nalogo zaščite demokratičnega vodstva, ne sodnega, moram reči uspešno, jaz nisem imel kakšnega primera pozneje, ki bi bil bodi si kot poveljnik deloval defešistično ali bi rekel pasivno, jaz taki primer v brigadi nisem imel, to so bili udarni ljudje, da smo bili. No in skratka, nobeno usposabljanje, to selekcijsko se je končalo kar takrat, ampak so potem sledila tudi stažiranja v Ljubljani, posebna lokacija, ki jo doslej nažalost še nismo obeležili, pa mislim, da jo v kratkem podkrili, da se bomo. Sliherna enota je šla skozi ta filter in upravljanja naloge, bojne naloge, skrivaj v civilu, oboroženi. No in skratka, vse to je pripeljalo nekako in še ostale naloge, ki smo jo v brigadi Moris izvajali, v tem času latentne vojne, če to tako imenujem, so pripeljale do pač višje ravni akcijske sposobnosti, kar se je takrat, ko je dejansko vidno nastopila tista odločna agresija armade, se je odrazilo v tem, da smo mi bili tako rekoč postopoma uvedeni v to vojno stanje. No in moram reči, nisem imel in ta brigada, ki sem jih poveljeval, še to povem mogoče za zaključek, sprejel sem številčno stanje približno 2700 ljudi. No, ta kadrovska diferenciacija in selekcija pa je pripeljala do tega, da sem leto dni pozneje začel vojno z 1030 ljudmi. Temeljita redukcija, ampak kvalitativni dvig in učinkovitost na ta računi neprimerno boljša. Tako je bilo. Eden od izrednih dosežkov vaše enote v času vojne za Slovenijo je bilo zavzetje vojaškega skladišča v Borovnici, ki je pomenilo izredno pomembno bazo za oborožitev teritorialne obrambe.
Gospod Janša, v vojno, obrambno vojno ste takrat stopili tako rekoč brez zaveznikov. Tukaj imamo takratnega sekretarja za zunanje zadeve, zunanjega ministra Rupla, ki so mu partnerji v Ameriki, v Italiji povedali, da Slovenije nikoli ne bodo priznali, skratka, bili smo sami. Se je bilo v tej konstelaciji težko odločati za tako pogumna dejanja, kot jih je takrat slovensko vodstvo zmoglo? Ja, zdaj, če bi mogoče s tem znanjem in poznavanjem, kot ga imam danes, ne, odločal starih, takrat mi je bolj skrbel. Res pa je, no, da je vsem bilo tako črno. Ne, z znanim ministrom, gospodom Ruplom, sva se, mislim, da enkrat marca, leta 1991 nas skrivaj dobila v Bruslju pomočnikom generalnega sekretarja NATO. In točno kdo je organiziral tisti sestanek na njegovi rezidenci, v pisarni, kjer smo pač predstavili naše načrte za osamosvojitev in zdaj odgovor z njegove strani, neformalno, seveda vse je bilo neformalno. Verjetno, če bi kaj pisalo, da je prišlo tega sestanka, bi celo zanikalo. Takrat, ampak iz tega, kar je opovedal, da je bilo za razbrati, da pač da bo NATO pasiven, ne, oziroma da bo Zahod tukaj pasiven, ne, kar je bilo precej bolje, ne, kot če ko smo poslušali javne izjave, nazadnje tudi ameriškega državnega sekretarja Bakerja, v tem smislu, da se bodo oni aktivno zavzemali za enotno Jugoslavijo. Tisti pogovor je mene precej pomiril, glede na to, kaj so bile javne izjave. Kaj je se pomenilo, da na vsaj streljali ne bodo vrbeti, mislim, v enem smislu. Ker je bilo iz nekaterih drugih sijav seveda možno razvrti tudi, da bo ta podpora Jugoslaviji proti separatističnim republikam, predvsem Sloveniji, še kaj več kot pa zgolj besedna. No in dejansko, recimo, Evropska unija je takrat odobrila Markoviću, mislim, da 5 dni pred vojno, 5 dni pred napadom na Slovenijo, so jim odobrili takratnih 800 milijonov ekujev, današnjih evrov, preračunano na to nekaj milijard, po moje, pomoči, oziroma nekega kredita, ki je bil zelo ugoden, kot nek rekel, izkaz podpore v Jugoslaviji in nasprotovanja odcepitvi Slovenije. Tako tiste razmere so bile, kar se tega tiče, težke. Pravzaprav je junija leta 1991 vsak dan prišla kakšno negativno sporočilo iz kakšne od zahodnih držav. Tudi naša sreča je bila, da nismo imeli niti dosti časa to spremljati, to je bila bolj skrb dr. Rupla. Za nekatere teh izjav sem jaz vedel šele 2 leti nazaj, ko smo urejali ta zbornik Bela knjiga Vojna za Slovenijo, ko smo urejali časopise tistega časa. Takrat je bilo pa toliko teh operativnih zadolžitev, ki smo imeli načrti in smo ga izvajali, kar se tiče priprav na osamosvojitev in na obrambo v primeru agresije. In pač naša, moja največja skrb ni bila, kaj bo naredil Zahod. Takrat niti še ne, kaj bo naredil Beograd, ko smo približno vedeli. Imeli smo načrte za 4 možne scenarije, več jih ni bilo, mi smo pač pripravili na hujše. Zdaj, naša ključna dilema, bojazen, je bila, kaj se bo zgodilo pri nas. Kajti, mi smo imeli že za sabo plebiscit, nismo pa imeli ustavnega zakona, ki
ki ga je bilo potrebno sprejeti v takratni slovenski skupščini z dvotretjinsko večino. Demos te dvotretjinske večine ni imel. Takratna opozicija, se pravi komunisti, socialisti in ZSMS, pa so govorili, da osamosvojitev že, ampak takoj naslednjo sekundo je pa treba spet dati ponudbo za ponovno združitev v neko jugoslovansko konfederacijo. Kar je v praksi pomenilo, da bi oni razglasili samostojnost, pa nič naredili, tako kot je potem dejansko Hrvaška naredila, ko niso prevzeli efektivne oblasti. In seveda, kar se tiče operativnih priprav, je pač Demos na vlado in te so tekle, ni pa bilo odločitve. Ni bilo odločitve niti o simbolih. Ko je prva generacija, prva mirnodobna generacija slovenskih vojakov prisegla v Pekrah pa na Igu, smo imeli še zastavo z rdečo zvezdo. Z velikimi težavami smo skap dali zvezdo, pa smo dali te kokarde, ki so bile polke, pa tudi glede tega smo doživeli številne proteste, takratne opozicije v parlamentu, ampak fante enostavno so hoteli imeti istih oznak na kapah kot tisti, ki so bili pač naši agresori, ki so nas razoroževali in tako naprej. Že zaradi razpoznavanja v boju je to malo, rekel, nepraktično, če se milo izrazim. Ni bilo himne, ni bilo zastave, ni bilo grba, ni bilo nič, kar pritiče državi na vzven. Tako da sem bil tudi član takrat funkcija poslanci nismo bili profesionalci, razen parih, se pravi, sem bil minister in tudi poslanec. Bil sem član ustavne komisije. Hodil sem iz štaba na sejo ustavne komisije. V zraku se je čutila vojna, vedeli smo, da se bo to zgodilo. Vse napovedi so bile, vse informacije, samo naivni so še mislili, da tega ne bo. V ustavni komisiji so pa tekle debate ure in ure o raznih vejicah in členih in rekel o tem, ali je socialske zvezde primerne za slovenski grb, ne. To je seveda pomembno, danes je pomembno. Meni se je takrat zdelo, da imamo 3 ali 2 celske zvezdici na grbov, ne. To no nič pomembno, čez en teden, ko bodo tukaj tanki, zbiraš me na mesto ene celske zvezdice, 10 protioklepnih raket, letalskih raket, bilo pomembno v tistem času. Gledajte, zavračevali so do skrajnosti, dokler se niso praktično bali pesa ljudstva. Ker tiste zadnje seje ustavne komisije so bile precej burne, nekateri Demosovi poslanci, vem, da so zgubljali živce upravičeno, so padale zelo ostre besede. Druga stran, ki je mogla prispevati plebiscitjem, nam je vsem to naročil, tiste glasove za dvotretjinsko večino, je pač namerno zavlačevala. Naš načrt je bil, da Beograd strateško presenetno, se pravi, da mi samostojne Slovenije ne razglasimo točno 6 mesecev po plebiscitu, kar je bil zadnji rok, ampak vsaj en teden prej. Ker vedeli smo, da v Beogradu pripravljajo načrte za 26. junija. In tudi na vzem smo vsi govorili, 26. junija se bo to zgodilo. Naši operativni načrti so pa bili, da se to zgodi en teden prej. Se pravi, da mi efektivno prevzamemo oblast brez nasilja, brez strela, brez uporabe sile. Ker je bilo to zelo pomembno takrat za mednarodno javnost. Vedeli smo, da bomo mi obtoženi, da smo z nasiljem se odcepili in tako naprej, če bo treba napast z orožjem, kontrolo letenja, pa carinsko upravo, pa druge federalne institucije, pa menje prehode in tako dalje. Ampak, seveda, ta načrt je bil predstavljen predsedstvu. Jasno, prek teh ljudi v predsedstvu so zato vedeli tudi Jože Školč, pa Cvije Ribičič, pa Miran Potrč in ostali mojstri za vračevanje procedure in se je pač vleklo. Ko je nastopil 19. junij, ko bi morali po načrtu mi
prevzeti efektivno oblast, nismo imeli ne ustavnega zakona, ne simbolov, ne vrste drugih odločitev, ki bi jih morali sprejeti zelo tretjinsko večino. Je trajalo še cel teden potem, da smo končno en dan prej, se pravi 25. Tik pred zdajci, ko je orkester že treniral za proslavo, razglasil samostojnost in takoj pač. Naslednjo minuto, ko je Slovenska skupščina pač sprejela temeljno ustavno listino in ko se je zunaj nazdravili šampanci, smo mi prevzeli federalne institucije brez enega samega strela. Tako da naslednji dan, ko smo mi pač imeli tisto razglasitev na Trgu Republike, je jugoslovanska vojska morala posredovati za silo. Zato, da je kao dobila nazaj del teh institucij, zasedla je večino menih prehodov, ni pa zasedla kontrole, ni zasedla ostalih institucij, to smo pač obranili. Ampak to strateško presenečenje bi skoraj propadlo tudi zato, ker je pač član predsedstva Ciril Zlobec to še dodatno iščvekal v pogovoru v italijanskemu konsulu. Ta informacija je šla v Beograd, kar je bilo v Rim, kar je bilo tam šlo tudi v Beograd. In skušali so pač to strateško presenečenje preprečiti, zato so šli Čadovi tanki en dan prej v akcijo. Zato je bil tudi pohvaljen od Kadijeviča. Zato na Primorskem govorijo, da je se vojna začela dan prej. Začela se je dan prej zaradi Primorca in tega Cirila Zlobca. Če že govorimo o tem. Res pa je seveda, da so ljudje še v Vipavski dolini, Vrhpolje, Črniče in druge vasi, Goloroki ustavili te tanke. Predsedstvo se je sestalo na seji 26. Točno v 12. uri zaradi pač teh informacij in takrat ni sprejelo odločitve, da se uporabi orožje. Delom tudi zaradi tega, ker je bila dilema, gre se na meje, sem na omejenem območju. Mi države niti še razglasili nismo, proslava je bila še zvečer. Če se zdaj razglasi vojno stanje, potem bo pač neka simbolika trpela. Zdaj je bila to prava odločitev, ne vprašanja, so razlogi za in proti. Danes si gledamo v teh obletnicah dvig zastave, spust stare zastave, dvig nove zastave, tisto slavnostno vzdušje tam na trgu. Če je bila odločitev uporabi orožja sprejeta prej, potem tega seveda ne bi bilo, bi takrat že pokalo. Skratka se je dobro išlo, lahko bi se pa išlo drugače. Če bi tudi generala Popov pa Delić v Ljubljanskem pa Mariborskem korpusu reagirala tako hitro, oba sta bila Srba, če bi ona dva reagirala tako hitro, kot je Slovenec Marjan Čat reagiral, potem bi se lahko, ne bi se končalo drugače, bi bilo pa bistveno več, bi mi presenečeni. Takrat je prišlo do velike diferenciacije tudi med kadrom jugoslovanskih oficirjev, tako kot general Čat, ki mislim, da sedaj uživa pokojnino v Sloveniji, mislim, da tudi častni član občine Sežana, nekaj podobnega. On se je odločil tako in številni na tak način, Vojko Ogrul in številni drugi pa popolnoma drugače. Gospod Ogrul je takrat pobegnil iz mestne vojašnice v slovensko teritorijalno obrambo. Ja, malo da poslikam tudi, kako je bilo pa v tistem trenutku, ko se je pripravljala osamosvojitev, kako smo čutili v Varaždinu, v tem varaždinskem korpusu. Jaz moram povedati, da sem bil neposredno zadolžen za varovanje tega korpusa, v katerem je bil poveljnik takrat general Trifunović. Tega Trifunovića poznate iz medijev in tako naprej, tem ne bi govoril danes. Ta Trifunović je poveljeval tudi Popovo in tako naprej. Seveda ta Trifunović, ko je prevzel to dolžnost, je prevzel od Jevrema Cokića, tudi njega se da nekje zaslediti kot enega glavnih jastrebov za
za napad na Slovenijo. Ampak kaj se je takrat dogajalo? General Polšek je en dan pred razglasitvijo Slovenije prišel v Varaždinski korpus in je vse oficirje sklical v dom armade. Vsi smo bili tam obvezno informirani. On je povedal, da Varaždinski korpus ne bo uporabljen, da Varaždinski korpus ostane tu, da bo jugoslovanska armada se usedla za zeleno mizo, da se bodo pogovarjali. V korpusu je bilo 5 Slovencov. En Slovenc se je upal dvigniti roko in rekel, kaj bo zdaj za Slovencija, ne? Takole je rekel, nič, vi kar ostanete na delovnih mestih, upravljate profesionalno svoje naloge in tako bo šlo naprej. Seveda temu ni bilo tako, ne? Takoj, ko smo se vrnili v enote, je bila dvig pripravljenosti, dvig vsega, to smo mi morali kar naenkrat v vojašnico priti, nič več odhoda domov, nič vse zaprto, vse vozila v vojašnico zapreti, eno vozilo civilno zunaj in tako naprej in dvig vojne pripravljenosti na največji nivo. Kaj se je zgodilo? Operativni organi, ko so to pripravljali, seveda so videli, da tanki grejo tam, tanki grejo v drugod in je se spomnil v operativnem prostoru, kjer so bili oficirji, en podpolkovnik rekel, zdaj, ko je vojska krenila, ta ne bo stala 7 let. In zdaj, ko se spomnimo, gospoda Vavčarja pravi, da je moral nazaj klicati stvari, tudi jugovojska je imela ene take načrte, da če bo enkrat mašino pognali, težko bo potem zadeva ustavljena. Seveda je bila ustavljena, hvala Bogu, ker niso imeli kam, ker so doživeli upor in poraz in potem tudi izgon, kar bomo kasneje govorili. Ja, jaz sem pa bil v prelomu. Jaz kot oficir sem v vojni bil. Jaz zdaj nisem mogel reči, jaz se po vojni ne grem na to strano, jaz sem v vojni bil, jaz sem bil jugoslovanski oficir, v vojni sem bil, zadeva se je začela. Kakšna je bila to vojna, ne vem, razmišljal se pa, ni bila vojna, ki sem se učil po priročniku, ne totalna, ne nuklearna, ne. Kakšna je zdaj to vojna, kako zdaj proti svojemu narodu, ki sem ga takrat bil, ali so to Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, to je bil nek narod, kako zdaj nekemu narodu, ki te vzgaja, ki te hrani, ki te podpira, zdaj boriti. Seveda, kot Slovencem seveda začutil nek domoljubni klic in kaj sem storil. Čisto enostavno. Odšel sem domov. Vzel sem stvari, ki sem jih takrat imel sem uniformo v Borši, tisti vojaški smejene, tenis sopate pa eno trdnetko. To sem vzel in s kolegom smo avtomatsko se vseli v avto in odšla. Čez Bregano, mislim na Bregano pa v Slovenijo, ker na tisto stran nismo mogli, ker so vedela, da je že Popov šel na to smer proti Sloveniji. Ja, nekateri, kot ste jih namenili, imajo penzije, imajo vse. Jaz kot mlad oficir sem prišel brez vsega in sem glih tako lepo, bom rekel, si ustvarjal družino, dostojno življenje, doštudiral, se učil in na ta način nekako prispeval, da danes lahko govorim tukaj pred vami. Gospod Obrul je bil med akterji dogodka, ki ga bomo sedaj obeležili, 25. iz 25. na 26. oktober 1991. Za uvod v ta dogodek pa prosim kratek film.
pripadnik občin in Ministrstva za obrambo so izvršili akcijo odvoda enot Jugoslovanske armade. V akciji je sodelovalo 201 pripadnik oboroženih sil. Enota je pripravljena za smotro. Napake v govoru, ki so posledica in zadovoljstva in utrujenosti, da smem vam sporočiti, da sem sporočil obema ministroma, ki so me poslala to nalogo, kako tudi vas, da smo nalogo opravili častno, dostojno in zelo profesionalno. To je bistvena kvaliteta v našem delu. In tega dosežka se moramo vsi zavedati. Z vami delim utrujenost, oklepa in čelad in težkih škode, ki smo jih nosili ta teden. Vedno so to neizbrisni trenutki v našem življenju. In zato mi dovolite, da z vami delim veselje, utrujenost in ponos, da sem pripadnik teh oboroženih sil države Slovenije, ki je v junijski vojni pokazala, kaj zmore in kaj želi. In dovolite mi, da prenesem čestitke obeh ministrov in zahvalo, in da se vam osebno zahvalim obnašanjem in doslednim izvrševanjem vseh zadanih nalog. Prav tako mi dovolite, da se zahvalim vsem oficirjem, vsem častnikom Slovenske armade, vsem policijskim častnikom in seveda tudi svoje dni srečno na svoje domove. Vsem skupaj še enkrat hvala. Zavedajte se, da smo trdo na braniku naše suverene, samostojne, a danes tudi že razbremenjene za Jugoslovansko armado Republike Slovenije. Hvala vsem in čestitam. Zahvali v zgodovinskih posnetkih se moramo zahvaliti tudi Pošti Slovenije, ker je prevzela pokroviteljstvo današnjega dogodka. Ampak, če nadaljujemo, uradno se reče, da je šlo za odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske armade, ampak tukaj se je dobro videlo, da je šlo pravzaprav za neke vrste izgon. Kako imate vi, gospod Bavčar, te dogodke spominu? Jugoslovanska armada je bila poražena. Cela vrsta zgodovinskih pričevanj, ki so danes na voljo akterjev z druge strani, to dokazuje. Že prej sem omenil spomine teh generalov Mamole, Kadijeviča in tako naprej. Prav ta dogodek, ki se ga prej omenil, ko je Kadijevič pohvalil svoje oficire, je seveda zelo nazorno pokazal v teh Mamolenih spominih, kako se je Kadijevič zavedal vse teže tega poraza. Zanj ga je premenil predvsem Adžiča, celo vrsto svoje generalitete, ki ni opravila svoje naloge. Jasno je tudi, da je bil drug oficirski kader pripričan, da bi se ta epizoda morala končati drugače. Seveda, takrat so se začeli tudi že spopadi na drugih delih Jugoslavije in dejansko se je armada takrat morala spopasti s tem vprašanjem, ali še sploh lahko kaj doseže, glede na to, da je razpadla na področju Slovenije, da je praktično večina teh je bila operativno popolnoma nesposobljena, da smo jo mi zelo uspešno blokirali, praktično nismo dovolili nikjer, da bi razvila neke potencijale, pa tudi te potencijali sami po sebi so bili v veliki meri pri njih samih ocenjeni bistveno bolj pretirano, kot se je kasneje izkazalo. Če je gospod Dobrulj prej rekel, da so bili za njim neprestano
pripadniki obveščevalne službe, vojaške, vam lahko povem, da smo tudi mi bili neprestano za njimi in smo imeli zelo dobre informacije. Oni so nas podcenjevali, dobro se spominjam nekih pogovorov, ki jih imel Delić po tistih brežičnih njihovih zvezdah, ki smo jim sledili, kjer je pred vojno rekel, mislim, da celo pred Pekrami je rekel, če se dobro spomnim v srbščini, škljocneš 2-3 puta, za tvaračami Slovenci beže. Oni so v resnici bili prepričani, da kljub informacijam, ki so jih imeli, sicer v nekem oboroževanju in tako naprej, mi nismo sposobni operativno se zoperstaviti tako veliki sili. V teh spominikih tudi nekateri naši oficiri, pripadniki Jugoslovanske armade, ki so bili takrat že upokojeni. Pred kratkim sem gledal neke izjave oziroma neke recepte iz knjige generala Potočarja. Tudi on je mnenja, da vojska ni bila poražena, ker ni razvila vseh potencialov. Mislim, ker če bi to šli drugače v ta spopad, jaz si ne predstavljam, kaj si predstavljajo te generali, ki so očitno v nekih štabskih sobah pred seboj gledali zemljevide svojih enot, niso pa vedeli, da gre za popolnoma drugo te dileme, ki jih je imel prej gospod Obrulj, proti komu se boriti, niso bile samo njegove dileme, so bile tudi dileme Bosancev, Hrvatov, Makedoncev, Bošnjakov, to se pravi vseh tistih, ki dobro se spominjate tistega iz Banja Luke, ki je rekel, ja ne znam, na koga napadamo, tukaj, ker je bilo, mislim, da je po Krakovem gozdu, in tako naprej. Tako da tukaj je bilo zelo veliko, ta njihova čast je bila ranjena, tukaj se je videlo tudi iz teh dokumentov, spet govorimo o njihovih spominih, poznam te zgodbe o tem, kako je ta Vuk Obradović, ki je bil načer, ki je bil, mislim, da šef pisal oziroma Prefadijevičev, pripravil novo povelje o popolnem bombardiranju, o tem, da je treba Slovenijo spraviti na kolena, to piše Kadijevič v svojih spominih, ki jih je v Moskvi izdal, da mu je žal, da ni spravil Slovenije na kolena. Kar seveda govori o tem, da se je vojska natančno zavedala, da je v Sloveniji doživela totalni poraz. Umik je bil samo logična posledica. Tukaj je seveda v veliki meri v slovenskih zgodovinopisju in tudi sicer prisotno nekaj tez, kdo se je za to dogovoril in tako naprej. Tukaj je bila logična posledica naše zmage, to je bila logična posledica tega, da smo mi ves čas vojnega spopada praktično obvladovali svoj teritorij, da smo nadzirali celotni teritorij, da smo imeli na voljo vse komunikacije, da smo praktično onemogočili to vojsko, da smo v ključnem protiudaru, ki ga je izvedla z letalskimi napadi, v isti sapi z protiofenzivo zasedli ključna skladišča orožja, da smo se takrat pravzaprav na nek način še okrepili. Res je pa tudi to, da je ta vojska, ki je tukaj všla, seveda ta malteška ladja je samo ena od zadnjih, bom rekel, tragikomičnih slik tega umika, seveda ta vojska je odšla na nova bojišča. Ta vojska je odšla, tudi se ve kam, jaz sem si prav zadnjič napisal, kam so šle posamezne enote in te enote so šle recimo štab in prištabne enote 14. korpusa v Doboj, deli prve tankovske brigade v Banja Luko, del planinske v Plevlje, motorizirana brigada iz Postojne v Dervento in Doboj, štab 31. korpusa v Tuzlo, motorizirana brigada iz Maribora v Valjevo in tukaj se jasno kaže, da so oni seveda potrebovali za nove spopade te enote in da so zaradi tega enostavno ocenili, da je Slovenija pač seveda ni mogoče več osvojiti. Pred nami je bilo seveda mogotrpno pogajanja, ki so bila, kar mogoče malo komu znano, tudi del našega vsakdana v štabu. Mi smo bili dnevno v kontaktu z nasprotno stranjo. Jaz sem imel več pogovorov med vojno z Rašetom, Avramovičem. Spominjam se enega zelo neprijetnega pogovora neposredno pred letalskim napadom s polkovnikom Bajičem iz Bihača, ki je posneje postal general, posneje postal celo poveljnik 5. korpusa in je bil v Rimu obsojen na več kot 20 let zapora, zaradi tega, ker je bil soodgovoren za sestrelitev helikopterja
evropskih opazovalcev, večinoma so bili noter celo 5 italijanskih častnikov, en francoski častnik. On je takrat meni izrecno rekel, da prihajamo zato, da bomo zravnali Ljubljano. Jaz smo seveda v tisti maniri takratnih pogovorov rekli, izvolite, pridite, se vas čakamo, prav veliko ne boste naredili. V spominih hrvaškega poveljnika pulskega letališča je bil Bajić opisan kot tisti, ki je bil eden glavnih pobudnikov za vrtačnik, kako se je pisal ta hrvaški poveljnik, ki so ga aretirali, ker ni hotel, ker ni izpolnjeval ukaza o uničenju celotne eskadrilje na Brniku, pa pozneje tudi raketirana Zagreba in tako naprej. Se pravi, ta vojska se je umaknila zato, ker je bila poražena. Zanimivo je to, ker ni bilo znano, da je Italija ponudila jugoslovanske armade, da se lahko umakne preko Trsta, kar je zelo pomenljivo, posebej za Primorsko. Italija je čakala tudi na svojo priložnost in povem vam, če ne bi takrat odločno stopili v bran te slovenske suverenosti, bi se bi komod postali spet, kot smo bili mnogokrat v zgodovini, material za diplomatsko barantanje in marsikaj bi se lahko obrnilo drugače. Jugoslovanska armada, ki se je tukaj umikala, ko smo videli na posnetkih, pravzaprav v kaosu, je šla iz poraza v novo vojno na Balkanska bojišča, kjer je neslavno propadla in razpadla. Seveda vemo, da je bilo takrat vojne konec, vendar je tisti, ki ste bili vojaki na odgovornih mestih kot brigadir Krkovič, ste seveda bili pripravljeni vaš čas, tudi potem, ko so se spopadi končali. Kaj ste od jugoslovanske vojske pričakovali? Da bo izmaščevanje udarilo nazaj? Kako je bilo s tem? Ne da jaz. Mislim, da tudi pravni minister in da tudi notranji povesta in veliko častnikov v naši vojski ni verjelo temu povsem, kar je predvidevala Brionski sporazum, da se bo to tako končalo, kot se pač vemo, da se je. In zato smo dobili naloge. Konkretno, jaz vem, da sem bil nalogo kot poveljnik brigade Moris, tako je podpisal Brionskega sporazuma, formirati dodatno formacijo 1000 profesionalcev, spostaviti ustrezno poligonsko infrastrukturo, to je vse treba bilo narediti v parih mesecih. In se skratka, če povem to, najenostavneje, kar je možno pripraviti za naslednji spopad za jugoslovansko armado. Na to ste se pripravili po... Tako rekoč, zato je šlo. Tako smo to razumeli in zato smo vršili priprave in zelo intenzivne priprave. In seveda tudi takrat je prišlo do poglabljanja sodelovanja z hrvaško stranjo, povsem z namenom. Zavedali smo se, da armada, če se bo vrnila, pričakovali smo, da po umiku v globino se bodo zavedali vseh te slabosti, ki jih je čudovito opredelil takratni notranji minister Bačar, da bodo pač reorganizirali svoje strukture in se reorganizirali vrnili nazaj. Na to smo se pripravljali. Na srečo se je končalo tako, kot vemo, da se je. Gospod Janša, kaj je predvideval Brionski sporazum? Kaj lahko armada odnese s sabo in na kakšen način, da se umakne? No, Brionski sporazum še ni predvideval umik armade. Brionski sporazum je predvideval, da... Zamrznitev 80. Ne, Brionski sporazum je predvideval, da armada dobi nazaj vse izgubljene položaje. Se pravi, vse, kjer je prej bila. Brionski sporazum je... Ne. Brionski sporazum je ena taka, bom rekel, čudna latovščina stvari, ki so logične, realne, koristne in stvari, ki so naši pogajalci, en je tukaj med nami, tam pustili namenoma, ker so vedeli, da so neumnost. Recimo pisalo, da se enoti jugoslovanske armade in teritorijalne obrambe vrnejo nazaj vojašnice. Teritorijalna obramba ni imela vojašnice, ker so bili to rezervisti. Se tega ni dalo enostavno izvajati. Ko gre za umik iz Slovenije,
to ni podlaga Brionskega sporazuma, ampak je to podlaga sklepa predsedstva SFRJ z dne 18. julija, kjer so sklenili, da se Jugoslavijska armada pač iz Slovenije umakne. Vojaški vrh je to predlagal delom pod vplivom Srbije, ki je hotela pač okrepiti te enote na mejah tako imenovane Velike Srbije ali pa Srpske Jugoslavije. Delom pa je bila to seveda ocena vojaškega vrha, ki je vedel, da enot, kot so bile pred napadom na Jugoslavijo v Sloveniji, enostavno ni možno vzpostaviti nazaj, ker so se razsule. Ti korpusi, ali pa te enote, kateri je prej Igor Bavčar, niso obstajali kot takšne enote več. To so bile samo še številke na papirju. Kajti, oni so izgubili v prvih 6 dneh vojne praktično tretjino moštva, deloma smo jih zajeli, deloma so dezertirali. Mi smo imeli v ujetništvu, takrat so bila brionska pogajanja, več kot 500 častnikov in podčastnikov Jugoslavije. Več kot 500. Zdaj sami veste, da neka enota, ki izgubi recimo tretjino častniškega kadra, je omejeno uporabna. Bile so enote, ki so zgodile ključne, recimo oklepne enote, lahko imaš od 3 članov posadke tanka še 2, ampak če ni šoferja, ta tank ne more nikamo. Za vse tehnične enote tako velja. Te enote tukaj niso bile operativne, razne redki in enostavno se jih tudi ni dalo popolno tako, da bi to delovalo, vsaj tako, kot je delovalo na samem začetku, pa že takrat ni delovalo. Tako da, Jugoslavijska vojska je takrat predlagala, oziroma se je strinjala z tem načrtom Miloševića za umik, ampak niso imeli vsi, kot je bilo tudi prej rečeno, enakega cilja. Del Jugoslavijskega generalštaba je računal, da pridejo nazaj. Mi smo takrat prestregli veliko obveščevalnih informacij, v katerih so oni že izdelovali načrte, zdaj se umaknemo v globino, potem upravimo s Hrvaško in potem pridemo nazaj. In mi smo se tega bali. Zakaj? Zato, ker vete, Brionski sporazum je predvideval 3-mesečno zamrznitev vseh naših odcepitvenih prizadev. V 3 mesecih se lahko veliko stvari zgodi. Smo videli, kako so se zadeve hitro dogajale v julija. Videli smo, da poteka mobilizacija v Srbiji, v srpskem delu Bosne in Hercegovine. Recimo, banalna stvar, ampak je kazala na razpredanje tistih, ki so se takrat umikali iz Slovenije. 25. oktobra sem bil tukaj v Koparskem pristanišču, ko smo spremljali umik teh zadnjih enot. S helikopterjem smo leteli nad temi zadnjimi kolonami, ki so šli proti Kopru. In smo videli, da iz teh zadnjih tovornjakov letijo neki listki. Smo šli nazaj, so nam prinesli te njihove letake. Bili so pač letaki, v katerih je pisalo, vrnili se bomo. Leteli so celo te naše bone, naš denar, ki smo ga takrat izdali, so pisali gor, vratit ćemo se, in so metali pač bone za evro, dolar nismo še imenovali to, ti so pač boni. Smo še nekaj teh, bom rekel, za spomin doma. Tudi na tovornjakih so imeli napise, smo imeli zastave z Jugoslovansko zvezdo, in pa je pisalo, vratit ćemo se. To ni bilo tako, zdaj pa je ta zadeva zavedno končana. Tako da mi smo to resno vzeli, smo se zelo intenzivno pripravili, skrbelo nas je tudi to, kar se je kuhalo v sosednji Italiji, to ni bilo tako nedolžno. Tista ponudba, da se Jugoslovanska vojska lahko preko Trsta umakne, ki je prišla strani, predvsem takrat, De Michelisa, ki je bil zelo naklonjen naši samosvojitvi, pa je podobil zlati znak svobode od gospoda Kučana.
zelo zanimivo. Več treno na naše samosvojitvi in tudi v Italiji so takrat začeli nekateri krogi pogovori o tem, ali Ozenski sporazumi še veljajo, ki je zdaj meja in tako naprej. No, in so takrat delali tudi načrte za obrambo iz te smeri. Tako da bila stvar daleč od tega, da bi bila mirna. Zdaj se je jugoslovanska vojska, ali je zadnji vojak odšel iz Slovenije, ne? Zdaj ne vem, zakaj se je ta termin odhod zadnjega vojaka tako veljal. Tudi tehnično ni pravilen, ne? Tam je vidi nič, če govorimo o tehničnih terminih, ni šlo za odhod, šlo je za odvoz. Ampak vsebinsko je šlo za osvoboditev. Je bila svobodna tuja vojska in je s tem izpolnila zadnji pogoj za mednarodno priznanje. Ni pa tega priznanja še bilo. Tega priznanja ni bilo. Dogajalo se je marsikaj. Že večkrat sem omenil, da ste išle dve dobri knjigi srbskih zgodovinarjev vojno v Sloveniji v dokumentih predsedstva SFRJ. Tam so mimogrede tudi stenogramske zabeležke iz brionskih pogajanj. So zelo zanimive, za tiste, ki nismo bili zdravni. Tam iz teh dokumentov se vidi, da je šele tam nekje konec avgusta leta 1991 prišlo do neke totalne antipatije med ZDA in beograjsko generaliteto. Te knjige objavljam tudi zabeležka pogovora med generalom Kadijevičem, ki pa se konča z prepirom in v bistvu Kadijevič vrže ven z pisarne ameriškega ambasade, rečeš, prosim, da odidete, nimamo si več kaj povedati. In še takrat se je po moje v zahodni politiki dejansko stvar obrnila v tem smislu, da smo bili mi na poti k mednarodnemu priznanju. Do takrat so nas priznale samo Hrvaška, Gruzija, Litva, Latvija, teh 5 držav. To je bil teh 3 mesece, zdaj odgovarjam na kratko vprašanje, te 3 meseci po brionski deklaraciji, oziroma po brionskem sporazumu, so bili zelo pomembni. Ni bilo, tisti sporazum je pač omogočil tudi različna tolmačenja. Drugim, kar je bilo za nas najhuje, sporazumu je pisalo, kako izpustiti se ujetnike. Mi smo morali potem naslednji dan izpustiti teh 500 zajetih častnikov in počastnikov, medtem ko je bilo v jugoslovanski armadi še kakšnih 5000 slovenskih vojakov, nabornikov. Mi smo imeli te ujetnike za pogajanja z generalštabom, če mi jih spustimo, vi pa odpustite iz jugoslovanske armade Slovence, ki so tam še v službi v tuji vojski. Ampak seveda naši pogajalci na Brionih tega niso izpogajali, nismo jih spustili, naši so postali potem tam šele to sklep predsedstva 18. je to potem na nek način rešil. No in še hujše je bilo to, da je seveda bilo treba jugoslovanski armadi na nek način omogočiti povratek v stanje pred 26.91. Oni so to tolmačili, kot da je treba vrniti vse, kar smo mi zaplenili in tako naprej. Potem so prišli tudi mednarodni opazovalci, ki so na nek način to nadzirali. Sklep predsedstva je sicer te zadeve potem nekoliko postal drugo luč, predvsem v tem smislu, da se armada, ki se umika, se ne pogaja za te stvari tako odločno kot armada, ki ostaja. Naši pogajalci so bili zelo spretni, vedeli smo, 3 meseci bodo enkrat minili, začeli smo vračati konjska sedla, tako opremo, ki je popolno tega po skladiščih, ki za nas ni pomenilo nič. Mi smo vrnili obenega kosa orožja, je prej ta rok potekel. Zadržali smo tudi veliko tega, kar so oni imeli že na vagonih. Pa so potem naši železničari poskrbeli, da ti vlaki niso tako hitro odhajali, kot bi lahko.
Potem se je zaprla še ta proga proti Karlovcu, zaradi teh spopadov na Hrvaškem. Potem so pol čez Istro, pa tukaj že železnice spet niso bile kooperativne. Smo v bistvu en takovski bataljon obdržali zaradi slovenskih železničarjev. Se jim najbolj še nihče ni zahvalil za kooperativnost v tistem času, ker po cesti tega niso mogli odpeljati. Tako da ja, slovenska obrambna moč se je po zaslugi zavzetja teh skladišč med samo vojno podeseterila, ko gre za težko orožje, pošli iz nič na vse pravzaprav, ker pa nismo imeli nič. Enako velja za protioklepno del protiletalskega orožja. V teh pogajanjih pa za teh manevrov, o katerih sem prej govoril, smo dodatno prišli še do oklepnih transporterjev, tankov. Mimogrede, ti tanki so še vedno pravzaprav vse, kar slovenska vojska danes ima od resnega. Kaj to resno vidimo zdaj na iraških bojiščih, tisti tanki še vedno tam funkcionirajo. Naša ministrica bi rada še to prodala, slišim. Ampak kakorkoli. Ta čas teh 3 mesecev je Slovenija izkoristila maksimalno glede na to, kar je pisalo v Brejonskem sporazumu. Če bi Slovenija izpolnila Brejonski sporazum, in to lahko na glas povemo, da smo skozi govorili, da ga pač izvajamo. Če bi izpolnili, da so mogoče stvari nekoliko drugačne. Vprašanje je, kako bi se zadeve odvijale potem tudi v naši soseščini. Kajti, kot je rekel Tone, mi smo z delom teh sredstev